Hello, Elen imamo z vami po dolgem času. Ja, snemala nisem neke 2-3 tedne, niti ne vem koliko, ampak po moje, da najdel odkar imam YouTube, tako da v zadnjih 5 letih. Zakaj? Zaradi tega, ker sem ugotovila, da YouTube, vsaj z vidika nas ustvarjalcev, ki se trudimo za njega, ki smo vsak teden ali pa na 5 dni video posneli, občutimo to, ker je manj ogledov, manj se dogaja, manj ljudi ga spremlja, ker je TikTok in TikTok je tak, da ti v ful krajšem šusu da več informacij in vsi živijo na TikToku in je za nas težje ohranjati. Težje še vedno najdeš veselje, toliko energije not vlagati, ker za en video gre en dan, 2 dni recimo in pa se usedeš v živčen, ker moraš toliko pa toliko video ven, da drugače YouTube ne kaže sploh nobenemu več. Se trudiš v nenormalnih količinah v primerjavi s TikTokom, ko posnameš ful kratek video v minuti, 2 in imaš ful več odziva in verjamem, da moji Eleni razumete, da je to težko sprejeti, ker je tako, kot da bi ti recimo hodil v službo in dobil ful manj plačen. S tem pa jaz mislim, da ne plačen, ampak ogledov in komentarjev in vsega tega. Videi še vedno bojo, ker YouTube je moj baby in je štartal celo našo alien zvezo, tako da to ne se bat, ampak bom pa snemala, ko me bo dejansko veselil, ko bom najela energijo. Še sem vedno napisala scenarij, se usedla, bila excited, da vam ga povem in sem ga povedala in posnela. Zdaj recimo je v glavi oh my god, posnet moraš tok pa tok video, hit napiš 5 scenarijev, po nobenega se dejansko več ne zaljubim in se usedem in posnamem. Po 5 video kdaj naenkrat in se mi bleda zraven in potem moraš še najti to, če vse zeditati in za nazaj editaš in ti tumač vsega in nič več ni res wow, sam še šopaš informacije in če me kaj veseli med koliko, ker imam ta zdaj naslednji video, ker ga raziskujem po en mesec, v mesecih možeš storilcem, basically najdeli vse to. Tako da ja, bolj moram sebe poslušati in se ne gneti v neki, če me zares ne veseli. Upam, da razumete, vem, da razumete. Zdaj pa gremo čim prej v video. Sam še to, prvič imam 2 softboxa, zato ker sem jih slučajno kupila, ker nekaj rabim v studiu ustvarjati. Ja, tu druge projekte imam poleg YouTuba, pa TikToka, pa Instagrama. Tako da povejte, kakšna vam je ta luč, boljša ali slabša od ring lightov. Ok, kakor vas večina ve in vas je spremljala in tudi ste videli moje 3 zadnje kratke videe na YouTubu in ste videli moje video o tem, ki sem pokrivala na TikToku. Zgodil se je grozljiv 4-kraten umor v kraju Moscow v Ameriki, v bližini kampusa University of Idaho, oziroma to se ni zgodilo, da danes smo v kampusu, torej, ampak v eni hiši dobesedno 200 metrov preč od kampusa. 4-kratni umor se je zgodil torej 13. novembra že in 6 do 7 tednov ni bilo nobenega osumljenca aretiranega. Zdaj pa je in bomo tudi na koncu govorili o njemu. Ta primer si drznem reči, da je šel bolj viralno kot primer Gabi Petito, ki smo ga tudi precej skupaj obravnavali, mislim, da sem vsaj 2 videa posnela. Šel ga je dobesedno cel internet, cel svet, vsi, ki imajo v rokah in na dostopu internet in policija je tudi prejela neskončno dokazov. To pomeni, da je v bistvu bil tako kot pri Gabi Petito, je bilo raziskovanje tega primera odprto za javnost. To pomeni, da javnost definitivno ne dobi vseh informacij, ker če javnost dobi vse informacije, ki jih ima tudi policija, torej vse dokaze, vse, kar sklepajo, vse hipoteze, potem jih vidi tudi osumljenec, ki pa je na begu in tega nočemo, zato javnost ne ve vsega. Je pa policija prejela pri tem primeru v samo 3 tednih 1000 namigov, zbrala je 103 dokaze, posnela je okrog 4000 fotografij in opravila več kot 150 razgovorov z ljudmi, z osumljenci in tako naprej. Samo po 3 tednih, lahko si predstavljate, da v 7 tednih je bilo tega še ful več. Hočem reči, da na ta način ljudje lahko veliko pomagamo, veliko pa lahko tudi zajebemo, po domač povedano. Če vam pride recimo hipoteza, ki je pravilna in to sliši osumljenec, reče, oh my god, sumijo me, lahko me dobijo, bo valjda še bolj intenzivno bežal, kako bi rekla. A veste pa mislim. Žrtve so bile 21-letna Madison Mogan, 21-letna Kaylee Goncalves, 20-letna Zena Kernodle, star 20 let kot Zena in je bil njen fant, ni pa živel v tej hiši, o kateri bomo danes govorili. Bil je samo pred Zeni na obisku, ker je bil pač njen fant. V tej hiši so živele Madison, Kaylee in pa Zena, potem pa še 2 punci, te 2 punci pa nista bili umorjeni. Kaj si mislite, kako je to možno? Če so tisto noč ubili 4 študente v eni hiši, kako sta 2 to prespali, to nam še danes ni jasno, še vedno se zbirajo dokazi. Bili so ogabno umorjeni, pač z ogromnim nožem. Tole ne bi bilo morilsko orožje, približno tak ne bi bil nož. Policija ni dala podrobnosti o tem, kako so bili umorjeni, ampak ne bi bil en najbolj grozljivih zločinov. In ja, kako sta 2 cimri to dejansko prespali, še vedno nam ni čisto jasno. Je pa jasno, da
bile takoj na začetku odstranjene kot osumljenki, zaradi tega, ker že v štartu je ena omedlela in na ta način je sploh prišlo do tega, da je kdorkoli poklical policijo. Torej, policiji niso poklicali v prvi vrsti zaradi tega, ker so našli trupla ob 11:58 13. novembra. Policijo so poklicali zaradi tega, ker je ena omedlela. 13. november, ko se je to zgodilo, ko ga ves čas omenjam, je bila ena tipična sobota na kampusu oziroma v okolici kampusa. To mesto, Moskov v Idahu, je ekstremno študentsko. Mislim, da je polovica prebivalcev tam ali pa začasnih prebivalcev je študentov. In to je eno tipično ameriško življenje, ko imaš to sigma hišo, o katerem tudi pa govorili, pa alfo, pa beto, pa gamo, pa nekaj še vse so, ampak ono tipično ameriško študentsko življenje. In tako kot je za vse študente bilo značilno, je bilo tudi za to hišo, kjer so živeli, v to hišo, ki vi zdaj gledate na ekranu, je bilo značilno, da so šli zvečer žurati in nobenega v bistvu ni bilo doma od teh 4 študentov, ki so bili umorjeni. Torej, parček Zena in Ethan sta bila na Sigma Chi partiju. Ethan je bil dejansko član tega Sigma Chija, mislim, da so to načeloma samo moški, če se ne motim, pa verjetno športniki in tako naprej. Beskrat bolj predvidevam. Žena je šla pa z njemu, ker sta pač zelo pogosto skupaj žurala. Nasploh, ko gledaš to hišo, so bili oni res huge žurerji. Bom provala tukaj imečkam fotko prpet in meni se srce trga, ko gledam to njihovo druščino, pa kako so bili povezani med sabo, pa non-stop so imeli žurke, ampak po drugi strani si pa predstavljaš, da je ta hiša res ves čas imela norišenco in tudi, če noben času smrti, pa če so bili kriki, recimo, ni slišal, da se nekaj ekstremnega dogaja, mogoče zato, ker so bili tako zelo navajeni v pitja in hrupa in glasbe in vsega. Ok, ostali smo pri Madison in Kaylee Goncalves, one dve ste pa tudi šle na žurko, najprej sta šli v Corner pub, na zemljevidu takole si mečkam pogledajte, kje se tukaj vse nahaja, one sta bile tam do 1:30 po noči, to je vse jasno zaradi, ali so prijatelji povedali, ali so bile celo nadzorne kamere, potem jih pa jasno vidimo, kako sta šle naprej jesti hitro hrano, oziroma sta si samo naročile neko testenino, če jaz prav razumem. Si se prav posnete, ko si Kaylee ali Madison si naroči carbonaro in potem je to vzela za sabo. To vemo zaradi tega, ker sta se peljali naprej v Uberju, ker tam je zelo malo Uberjev in so tudi potem govorili s tem človekom, ki ju je peljal in je rekel, ja, imeli ste čisto navaden, običajen pogovor in sta razmišljali o tem, kako se je to na koncu te testenine razdelile, se pravi, ena dala pol carbonare drugi in druga pol svojih njej in to je bila njuna debata. Tako da nič posebnega, nič sumljivega, nič tacga. Potem pa še sosed od te njihove hiše je imel tudi nadzorno kamero, ki je pokazala, kdaj sta oni dve prišli domov in glede na to, da so šle takrat domov, sklepamo torej, da se je umor zgodil med 2. in 3. uro zjutraj. Ker je še vredno omembe, so telefonski klici iz telefona od Kaylee kot od Madisonega telefona med 2:26 zjutraj in 2:52 zjutraj oziroma polnoč, torej govorimo o ekstremno nočnih urah. Recimo od Kaylee to pomenili 7 telefonskih klicev nekomu in kasneje so ugotovili, da je bil to njen bivši fant Jack D. Ne bom skozi govorila priimka, Jack D ga bomo klicali. Ona je bila včasih nekaj let skupaj, trenutno sta šla prijateljsko narazen in pa imela sta skupno lastništvo do psa. Tega tacga kravžljazga ala pudla. Jack D je bil ful hitro spucan strani policije kot osumljenec, kot še par drugih ljudi, katere bi pomislili, da so mogoče krivi, ampak pač policija je rekla ne in torej niso. Ampak je v zvezi s tem Jackom potem še ful enih zanimivih teorij, zakaj mogoče ni bil nedolžen. Več o tem kasneje. Sestra in mami od Kaylee sta razlagali, da za Kaylee to ni popolnoma nič tipičnega, da pijana kliče ljudi. Ona je bila navajena ljudi klicati tudi v smislu po noč, tako dokler se človek ni oglasil, je bila ona sposobna človeka klicati tako, kva misliš, da ne jem, je na koncu vprašala, tako da dej ključ študentske fore, in kakorkoli vzameš, ampak ja, baje, to ni bilo čisto nič nenavadnega, torej, da bi mislila, da je klicala mogoče njega, ker rabila pomoč ali pa iz kakršnikoli zloveščih namen, najbrž ne. Jack je pa basically te klice itak prespal, ker je pač spal, tako da tudi niso vzpostavili nobenega stika takrat po noč. Tudi družina od Kaylee je povedala, da 100% stojijo za Jackom in da ne nobene skrbi, ker je bila ona ljubezen njegovega življenja in itak sta nameravala biti spet skupaj kot par, tako da res je bilo vse na strani Jacka. Ok, zdaj, kar se tiče samega napada, smo zvedeli zelo malo informacij, še zdaj jih je zelo malo, ko jaz to snemam, zaradi tega, ker je še vedno preiskava v teku, obviously. Čeprav imajo osumljenca aretiranega, nikoli ne vemo, zazdihar, ali je več, ali je eden osumljenc, ker je bil napad zelo nemogoče izvesti, da ga sam izvedeš, moraš biti res nek čuden profi in je težko dojeti, da so vsi to prespali, ker je velika verjetnost, da ko je on prišel do vseh 4, da so še vedno spali in zato jih je nekako dobil posli in presenetil in lažje umoril. Ampak še zmeraj je meni to bizarno čuden, ker že ko bi prvega
zabadal, začne kričati in drug začne kričati in se oni odzgor zbudijo in je vse meni osebno nekako povezan, tako da se težko dojeti, kako je šlo to vse mimo. In potem je tukaj še pes, za katerega smo slišali na eni točki, da ni lajal, ampak jaz mislim, da je to samo TikTok teorija, ker sem jaz od policije zvedela tako, mislim, ne direktno, ampak pač sem videla, kaj govorijo in policija je rekla, da to ni potrjeno, da pes ni lajal. Ampak če res ni lajal, pa pomeni, da je to nekdo, ki ne bi ga pes poznal, ker pa spet pridemo do teh ljudi, ne vem, do Cimrov, do Jacka in tako naprej. Torej, vsi so bili zabodeni na nek način v svojih poslah ali pa saj v okrožju svoje lastne sobe. Zdaj, da si boste boljš predstavljali. Hiša zgleda takole, kar je že ful čuden. Res je nenavadna hiša, moram reči. Tako da probajte se predstavljati, da prva stran hiše je takale in če priješ direktno noter, prideš tja, kjer sta v prvem nasropju spod prve dve cimre, to sta tiste dve, ki sta preživele vse skupaj. Na drugem nadstropju, kjer prideš najhitrejš noter tukaj, torej na tem drugem nadstropju imamo kuhinjo, te neke skupne prostore in pa tukaj spita Zena in pa Ethan. Tukaj, če prav razumem, največja površina, največ tega prostora za druženje in tako naprej. Torej, osumljenec je prišel noter po vsej verjetnosti v tem drugem nadstropju. Potem pa tretje nadstropje. Vem, da so v Sloveniji drugače gledajo nadstropje, ampak za voljo tega primera bomo gledali tako, kot gledajo Američani. Torej, tretje nadstropje, gor ni ničesar razen spalnice od Madison in pa Kaylee, ampak to noč je nanesla tako, da sta spale skupaj, kar je sicer mogoče na hit nenavadno, ampak se ne vem, pač na faksu kdaj priješ pijan dan, nočem sam spati, pa greš spati s kolegico, pa nima veze. In ja, spali sta skupaj v sobi od Kaylee in bile tudi obe tam baje umorjeni. Kar je ful pomembno in vredno omembe je to, da nobena žrtev domnevno ne bi bila spolno napadena, torej ni bilo, da bi izvirali iz nekega bizarnega posilstva, ni bilo. Je pa še eno zanimivo dejstvo in sicer, da ne bi bila Kaylee od vseh ekstremno najbolj brutalno zabodena, brutalno umorjena. Noben ni točno povedal, kaj to pomeni, ampak da je imela verjeten najbolj, po domačem povedala, najbolj razmesarjen telo. Až mi, če si predstavljamo zabode, si mislimo, ne vem, 3x v trebuh pa konca. To so bile po moje res trupla tako grdo prizadeta, da še zdaj so vsi v šoku in tem se sploh ne govori, kaj se mi je zgodilo. Ampak Kaylee je bila ekstremno bolj, morate si predstavljati, da če nekdo napade človeka na ta način in nekoga ful bolj intenzivno, intenzivno ubije, ima mogoče neke druge namere. Torej, zakaj smo se spraševali tekom celega tega primera, zakaj je Kaylee bolj nastradala, zakaj je imela toliko bolj obupne rane. In potem smo bolj razmišljali o tem, če je prišel noter na srednjem nadstropju, mu sploh ni bilo treba iti gor. Torej, očitno je bila Kaylee res glavna žrtev, ker je šel samo zaradi nje gor, ker gor ni bilo nič drugega. Torej, če bi hotel sam Ethan ali pa Zeno, mu ne bi bilo treba iti gor. Če je pa hotel iti gor do Kaylee, ki je bila najbolj bizarno ranjena, zabodana, je pa mogoče prej ubiti, ker se grozno slišim, mogoče prej ubiti Ethana pa Zeno, zato da bi lažje prišel gor, da ga ne bi Ethan ustavil, ker je pa pač močen dec, I guess. V glavnem, policija smo dolgo časa mislili, da ni opravljala najboljšega dela, ki pride do teh aretacij, ki trajajo 6-7 tednov, ampak so pa zelo hitro izločili določene in tudi zdaj, glede na to, da imamo nekoga, ki so ga mogoče sumili že zelo dolgo časa, skoraj od začetka, mogoče niso opravljali toliko slabega dela, tako da nazaj vzamem to, če sem jaz to kdaj rekla, so pa tako izločili te ljudi. Vsi tisti, ki jih vidimo na posnetku, ko one dve jesta hitro hrano oziroma jo naročata, tam smo imeli ful enih osumljencev in smo jih na nek način, ampak policija tam ni sumila nobenega, očitno imajo alibi ali neki. Potem Uber, ki jih odpeljal domov, so ga tudi izločili, najbrž je potem vozil še naprej in pač ne more biti krivc. Potem obe preživeli cimri sta izločeni in pa potem Jack in pa še žrtve same. Očitno je to treba ekstra povedati. So pa oblasti na tej točki še vedno puščale, ne vem ali še vedno puščajo, ker ne vemo, ker najbrž ne smejo tega dati ven, ampak še vedno puščale odprto možnost, da je storilcev več, ker ta zločin, kot sem rekla, je težko dojeti, da je bilo to možno speljati enemu človeku, brez da se oni med sabo zbudijo. To je 6 ljudi, ki spi. Še par zanimivih informacij, prej nadaljujemo z reševanjem primera o teh 4 študentih. Kaylee je že izvirala iz države Idaha in je zelo kmalu, mogoče je to pomemben za primer, je zelo kmalu se planirala preseliti, mislim, da junija, se je želela preseliti v Austin, Texas in tam mislim, da bi bila nek social media manager oziroma imela bi nek marketing management za eno ala gostilno, če prav razumem, gostišče, eno linijo lokalo, nekaj v tem smislu in tega se je ful veselila in veselila se tja iti.
sej pa to pač jasno vedeli in mogoče, če je bila ona tudi glavna žrtev, so s tem, ne vem, kako ne rečem, mogoče da je kaj povezan, da nekdo ni hotel, da gre, ali pa da je bil nekdo fovš, ali pa da kaj je s tem, kaj nekdo, ki je vedel, kaj je mislil, da mora pohiteti s tem umorom ali neki. Je pa še ena stvar v zvezi s Kaylee zanimiva in je to, da preden je ona bila umorjena, je tudi povedala za neko svojo idejo ali mišljenje o tem, da ima svojega zalezovalca. O tem vemo, ful malo policija ni spustila informacij o tem, zdaj je to povezano s tem trenutnim osumljencem ali ne, še ne vemo, ampak je pa informacija. Ethan Chapin, ne vem kako se prej izgovori, me res prav srce boli, ker je bil eden izmed 3 trojčkov, on je bil iz Washingtona, iz Conwaya in ne morem verjeti, kako hudo mora biti šele tej družini, pač mislim, trojčki so, to je tako, no. In mami ga opiše kot res srce zabave, lud zabave, najbolj veselega fanta ever, če on ni bil vesel, v vsakem primeru vse druge dobro voljo spravil in mi je res, tak, ja, pač prav. In še 12. novembra, torej direkt en dan pred tem umorom so bili vsi skupaj doma in so zdaj njegovi bratje in sestre ful veseli, da so te zadnje momente skupaj preživeli, če ne drugega. Igral je tudi košarko v šoli in mislim, da tudi zdaj, kasneje pri Sigma Chi, pa vsi so ga poznali, potem da je imel res ves čas nasmeh na obrazu. Zena Kernodle je odraščala v Idahu, sicer je pa prej ful let preživela tudi v Arizoni, ker se mi freaking fauš, ker Arizona je amazing. O njej vemo v bistvu zelo malo, ker njena družina ali saj oče ali kakorkoli že se niso toliko potem vmešavali ta primer, ker starši lahko se predstavljate, da so totalno prizadeti in eni se več vmešavajo, ker hočejo več prispevati, pa več spodbujati javnost, drugi pa hočejo sam pač zasebnost, ker pač trpijo na svoj način in pač to treba razumeti. Zdaj pa tako, ker me nekaj časa ni bilo na YouTubeu, sem jaz vseeno objavila 3 videe in s tem tudi 3 kratke, krajše teorije o tem, kdo vse bi lahko bil storilec, ampak to je bilo preden smo zdaj nekoga aretirali. Tako da vas prosim, da komu je ta primer zanimiv, ne gre za nazaj tiste 3 videe pogledati. Objavljeni so en za drugmu na mojem YouTube kanalu. Ful so zanimivi primeri, ful zanimive špekulacije in je vredno pogledati. Je pa tukaj še eden, ki sem prej omenjala, povezan z Jackom, torej z bivšim od Kaylee in tudi želim, da ga slišite in ga bom preprosto nalivala tukaj, ker ni objavljen, tako da si ga pogledajte zdaj. Ok, zgleda bomo še malo govorili o Idaho umorih oziroma četvorčku umorov študentov iz univerze v Idahu. Na nek način imamo mnogo osumljencev na rokovajih zaradi tega, ker v bistvu izstr, ampak je bil že zdavnaj tega spucan strani policije, kao on definitivno ni kriv. Govorimo o Jacku D., torej bivšemu fantu od Kaylee Gonzalez. Zakaj torej zdaj spet sploh govorimo o njemu? Zaradi tega, ker ne bi bila to najbolj klasična taktika policije, da zmede istočasno publiko oziroma javnost, to smo mi, ki vsi govorimo o tem, in pa glavnega osumljenca, ki je v tem primeru Jack. Torej pred Jackom ne bi se zdaj vsi pretvarjali, da on ni osumljenc ravno zato, da nekako dobijo s časoma dosti dokazov in ga načeloma obsodijo. Je ena oseba, ki je o tem spregovorila javno, ki prej ni upala in tole je ta zapis. Ne bom brala, ampak govori ravno o tem, da je to klasična taktika policije. Da ne bo pomote, res je bed govoriti o tem, sploh če fant ni kriv, tako da prosim ne se direkt zanesti na to, ampak je pa precej močna teorija in potem je tukaj še ta zaplet za avtomobili. V prejšnjih videih pri meni ste lahko razbrali, da iščemo Hyundai Elantro, prej sem rekla pomot Honda Elantro, jaz res ne štekam avto, glavnem bel avto, Hyundai Elantra. In pri njemu doma, če gledaš tam, kjer on živi v Idahu, je vzunaj ta avto in isto ta avto smo videli enkrat na slikah zraven hiše od Kaylee oziroma te hiše, kjer so se umori zgodili, tako da obviously se ta avtomobil ponavlja. Potem je pa nekje na sliki ob Kaylee in Jacku še ta avto in se tudi pojavil pri domu od Jacka oziroma mogoče od njegovega očeta, ker ima zelo značilno tako luč in te dva avta se ponovita, tako da to je ekstra sumljivo, ker ta avto so pa tudi opazili takrat po noč, plus tale slika. Tole, torej na noč zločina, tam, ker sta one 2 carbonaro naročale, tik prej bi bile doma umorjene, je tukaj na sliki nekdo, ki je ekstremno podoben Jacku, ekstremno podobno kapcoma kot Jack, tako da zato govorimo na ta način o Jacku. Je pa žal, da je to zdaj sploh na ta način prišlo ven in vsi govorimo o tem, ker konec koncev tudi on lahko sliši isto in vidi isto kot mi in dojame, da ga že vsi pač sumijo, da je osumljenc. To je bila ta teorija, une 2 sta pa res nerealne, pa sploh ne moram verjeti, kako se take stvari poklapajo in res prosim, da boste najdeli, če si mi pogledali, ker še jaz sem bila v šoku, ko sem slišala to, kaj vse je povezano med sabo. Zdaj pa situacija je taka, da gremo lahko kar direktno na
domnevnega storilca, torej človeka, ki je aretiran, obtožen, in to je 28-letni Brian Kochberger. Pardon, meni to zelo nemško deluje, ne vem, ali je človek, ne vem, ali je Američan. Aretirali so ga v Pennsylvaniji ob 3 ponoči, ob 3 zjutraj v hiši njegovih lastnih staršev, kjer se je očitno skrival, ampak informacije o tem človeku so bizarne, ajte. Prva stvar, ko so ga aretirali, je bila ta, da starši, prvo so bili v totalnem šoku, disbeliefu, bili so v njih, what the fuck se dogaja, tako da mene vprašaš, starši res nimajo kaj dal zraven in se mi samo ekstremno smilijo, ker tukaj, kot najebejo starši žrtev, najebe tudi na nek način starši morilca. Koliko je to grozno, da imaš doma, mislim, da je tvoj sin morilc. Druga stvar, ki se je zgodila, ko je bil aretiran, ker je pa meni srhljiva v vsakem primeru, je pa to, da je on vprašal, a ste še koga aretirali? S tem, da je bil popolnoma miren in brezbrižen in cool glede tega, tako da niti malo se ni upiral. Torej, vprašal je, če so še koga aretirali, ker pomeni da se itak že vnaprej pripravljal na to, kaj vse bi mogel odigrati, ko pride v živo do te situacije. Torej, če on to vpraša, lahko pomeni avtomatično, da jo oni začeli usumiti, kao mogoče jih je več, če je to prva stvar, ki jo je rekel, ne. Sej itak so to že prej razmišljali, ampak da jih pač pošle v to smer, kao, da morajo še bolj raziskovati, če jih je več. Ali pa B, je s tem sem hotel firčno vprašati, kaj se kaj dogaja, ste še koga aretirali, a štekeš ga, mislim. Mind games, dejansko z oblastmi, s policisti pač. Model dela doktorat za neko psihologijo in kriminologijo. Kako fucked up je to. Torej, magistriral je že, zdaj dela doktorat, torej je o tem že basically skoraj že doktor. In jaz sem to bil že na šoli na nek način kot asistent in je tudi že on učil in imel čez študente. Torej, njegov odvetnik, ki ga je do zdaj že velikokrat videl, je rekel, da se ne bo niti malo upiral in da bo popolnoma sodeloval, ker je full scary, ker je popolnoma miren, ker če mene vprašate, ima on vse to v mezincu in je planiral in mu je bilo vse skupaj kot en zabaven poskus. Najbrž po vsej verjetnosti ne trdim, ampak ima ful enih psihičnih, duševnih motenj. Kaj jaz vem, psihopat, narcisizem, obviously on zdaj vse skupaj zanika. Bil je lih toliko zdaj na sodišču včeraj 3.1., da je samo pač, zvedeli smo samo, ni live sojenje, kakor je bil Johnny Depp pa Amber, ampak smo zvedeli, da je zanikal in da, to je njegova izjava, rekel je, da itak bo oproščen. Tako da Bog ve, kaj vse njemu špila v glavi, ali je narcis kot narciska itak ne loči egota preč od sebe in vse, kar on verjame vase, je pač za njega 100% in dejansko verjame vase, ali pa ima nek izjemen plan, ki bo dejansko na koncu bil izpuščen, ker je pa fucked up. Rodil se je 21. novembra 1994, meni je to mindfuck, ker je 2 let mlajši od mene. Potem, kakor sem rekla, je bil asistent na kampusu Pullman Washington State University, ki je pa le 15 minut vožnje od Moskva v Idaho. Da ja, scary. Ne moramo zdaj enkrat še trditi, da je bil on kakorkoli direktno povezan s temi umori oziroma z ljudmi, ki jih je umoril, s temi študenti. Mečkam sumijo na Kaylee, ker je bila pač toliko bolj grdo umorjena, ampak njen oče, recimo, ko ves čas izjave daje prav, da ne bi vedel, da je kakršnakoli povezava, tako da recimo, da ni. Ga pa ljudje opisujejo kot nekoga, zdaj, ki je vam prišlo, kdo je, kot nekoga, ki ne more sprejeti, da ne bi imel prav, mora ti ves čas dokazati, da ima prav in to je vse skupaj res bizarno. Zdaj pa še ena stvar, ki je pa tudi obupna. Se nam je pa oglasila ena punca na Twitterju in ta punca je hčerka od serijskega morilca, zelo glasnega serijskega morilca, BTK. BTK stoji za Zveži, Torture, Kill. Ne vem, kaj B ne bi že pomenil. In je rekla, da se je skoraj trebuh obrnil, ampak Brian Kochberger je o njemu pisal poglobljeno nalogo in verjetno je z njemu mogel biti tudi v stiku, da je lahko to nalogo pisal, ker je bizarno. Tako da, če od njega je imel kakšno inspiracijo ali pa nasvete, zdaj tudi vemo, da je to možno, ker je razgrozen. Skratka, ta poglobljen video na tej točki zaključujem. Ne vem, če se bo še kaj nadaljeval, ker ne vem, koliko o njemu bomo še zvedeli. Jaz srčno upam, da če je kriv, da ga dobijo, da ne bo slučajno nekih čudežnih sposobnosti uideti roke zakona na tej točki. Ja, zaenkrat se poslavljam. Upam, da boste pogledali une druge 3 teorije, ki so objavljene, ki so res sicer verjetno ne držijo na tej točki, ampak je res zanimivo, kaj vse ljudje na TikToku pogruntajo.
pridni bote, radi se imejte, Alien mam out, aj čau, bye!